Za Dolenjske Toplice je to leto res posebno, saj mineva natanko 800 let od prve omembe toplic v pisnih verih. Zato je tudi praznovanje občinskega praznika minilo v tem duhu. Najbolj množično obiskane so bile prireditve v sklopu Topliške noči, ko so na trg pred kulturni hram vabile različne dejavnosti. Če so kuhanje golaža, stojnice z izdelki domače in umetnostne obrti, povorka in skeč Kuda vesel teater, ki z aktualnimi vsebinami občinstva vsako leto nasmeja do solz že stalnica, pa so letos postregli tudi z nekaj novostmi. Zaključek panoramske vožnje hroščev starodobnikov, predstavitev Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, točenje medu, pa še vodeni ogledi po naših turističnih točkah, s katerim želimo mogoče pokazati tiste točke, na katere ciljamo v prihodnosti, da bomo na njih gradili razvoj turizma. Tukaj bi posebej izpostavil dediščino Kočevarjev. V letošnji povorki se je predstavilo 20 najbolj dejavnih društev v občini, obiskovalci pa so z nestrpnostjo čakali zaključek, ko so se na trg pripeljali vsem dobro znani hrošči, ki so tako zaključili celodnevno popotovanje po 10 občinah. Smo pa videli kar precej stvari, katere tudi mi sami, Dolenjci kot smo, jih nismo videli, ne? Tako da smo izredno zadovoljni z vsemi temi obiski. Tako da jaz mislim, da je bil nek učinek te promocije. Tako so dokazali, da se tudi na ta način da videti marsikaj in popestriti turistično ponudbo. Tudi sicer člani v skupinskih vožnjah spoznavajo različne kraje, čeprav so se tako organizirano na potep podali prvič. Sicer pa društvo združuje ljubitelje ljudskih vozil. To so zračno hlajeni vozili. Večina je tukaj hroščev, znanih hroščev, ljudsko vozilo, oziroma vozila naše mladosti ali še malo več. Ne? Skrbimo za tehnično izpravo na avto. Drugič pa se tudi malo, bi rekel, tekmuje, ne? Kjer bo imel lepši avto, ne? Oziroma bolj poseben avto. Tako da je tudi tukaj smo nekako dvignili raven kvalitete vozil in tudi všečnosti. Marsikomu pa je bil gotovo všeč pražen krompir. Približno 600 porcij so ga razdelili ljubitelji te jedi, ki so v Toplice prišli tudi z namenom, da povabijo na svetovni festival praženega krompirja 5. septembra v Mokronog. Vedno znova dokazujejo, da se da iz krompirja narediti 101 različico praženega krompirja. Mi se trudimo na festivalih pridobiti čim več receptov in naša želja je izdati knjigo z recepti pražen krompir na 365 načinov. Moram reči, da nekih 100 receptov že imamo. Ali je v kakšnem sestavina tudi med, nismo vprašali, smo si pa ogledali, kako se to sladko zdravilno tekočino toči. Narediti enemu takmu izdelku, kot je med, ki ima svojo kakovost, dodati ozadje. In to ozadje pokazati recimo preko točenja. Mi recimo smo danes pokazali od sata polnega pa do kozarca. Smo šli do te zgodbe, zadovoljni smo, zelo lepo, ljudje so veseli. Prihodnje leto pa bodo šli morda še korak dlje in pokazali, kako se iz spanja pride do satja. Precej dela je bilo tudi s kuho golaža 3 županov. Na vsak način je zabavno, vendar glavni del pa le prepustimo kar kuharicam, ki to vladajo, tako da naš prispevek je pravzaprav samo tisto zadnjo pri okusu, pri finesah. Domači župan si je tokrat zaželel družbe kolegov iz pobratenih občin Tuhelj in Rekovac. Oba sta se s kuhalnico kar dobro razumela. Osjećam se vrlo ugodno, zadovoljno, veselo i mogu vam reći jako opušteno. I u jednom neformalnom razgovoru sa županom malo prije sam baš istaknuo da mi je ovo baš jedan od ljepših dana i da bi volio da mi je svaki takav bez nekih prevelikih obaveza u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Vidi se da smo ovdje dobro došli. Dobrodošel pa bo tudi zbrani denar. Tudi tokrat so namreč kuhali v dobrodelne namene za šolski sklad, kjer bodo denar razdelili socialno šibkejšim otrokom. Prav takšna neformalna druženja so tista, ki sklepajo prijateljstva in tako ni težko priskočiti na pomoč. I koristim priliku da se svim građanima opštine Dolenjske Toplice još jednom zahvalim, znači na nesebičnoj pomoći i pre svega ono što su osetili u svojim, što se kaže, dušama, želju za iskrenom pomoći na osnovu prošlogodišnjih elementarnih nepogoda koje su zadesile našu opštinu. Zaista im od srca hvala. Prav takšne prireditve združujejo ljudi, tako otroke, ki so lahko ustvarjali svoje morske slike, kot odrasle.
To je en tak super prostor in čas in priložnost za druženje. 800-letnica prve omembe toplic pa je zaznamovala tudi letošnjo osrednjo slovesnost o prazniku, slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili najvišje občinsko priznanje, grb občine, ki sta ga za zelo uspešno delo prejela Milena in Jože Fabijan, domačinom bolj znana kot Rošlova. Skoraj vso delovno dobo sta se ukvarjala s tesarsko-krovsko dejavnostjo, veliko pa pomagala tudi skupnosti. Priznanja se nista nadejala, sta ga pa vesela. Vedno sta namreč delala z ljudmi in za ljudi, obljubila pa sta, da bosta še ostala dejavna. Vse je bilo lepo. Vsak napredek smo nekomu praznovali, vsak napredek, ne smo naredili ceste, smo naredili elektriko, smo naredili in to je bilo nam res ponos, ne. Človek je še bolj zagnan, da bo še naprej še bolj delal, dokaj se bo dalo, ne. Vedno sta ustvarjala skupaj in njima je bilo lepo, čeprav je bilo treba veliko delati. Letos sta praznovala tudi 50 let poroke, ko je bila z njima celotna skupnost. Jaz se zdaj zahvaljujem vsem, ki nas imajo radi in nas spoštujejo. Župan je na slovesnosti podelil še 5 svojih zahval za dolgoletno delo ali poseben dogodek. Policistoma Andreju Millerju in Janu Zavodniku. Policista sta preprečila krvavo družinsko tragedijo in s tem sta izpostavila svoje življenje. Nadalje gospa Bobnarjeva, ki je reševala problematiko vrtca v Dolenjskih Toplicah dolga leta, s tem, da je bila tudi vzgojiteljica in tudi njene prostore smo imeli v najemu. Sodelavec Daniel Krivec je človek, ki sem ga poznal že dolgo pred mojim mandatom, vrhunsko je upravljal svoje delo, je absolutno lojalen tako prejšnjemu kot aktualnemu županu. Dušan Gorenc pa je 120krat daroval kri, vendar to je samo krona njegovemu dolgoletnemu humanitarnemu delu. Slavnostni govornik, predsednik republike Borut Pahor, je Dolenjskim Toplicam napovedal slavno prihodnost, saj imajo za nosilni steber razvoja zdraviliški turizem, hkrati pa vsega ne stavijo na eno panogo. Zdraviliški turizem je nekaj, kar, kot rečeno, sodi v trajnostni razvoj. Ne mislim samo turizma, mislim torej širšega družbenega konteksta. In za voljo tega je oslonitev na turistično panogo mislim, da prava razvojna usmeritev občine kot so Dolenjske Toplice. Slovesnost je obogatila zasedba Concilium Musicum Vin z glasbo z Habsburškega dvora. Župan in predsednik sta v vitrino rastoče knjige vložila monografijo Dolenjske Toplice v cevu časa, Pahor pa se je vpisal še v zlato knjigo občine. Praznovali so tudi v občini Škocjan. Knobleharjevo, s katerim vsako leto obeležijo 6. julij, obletnico rojstva velikega rojaka, misionarja v Sudanu in raziskovalca Belega Nila, dr. Ignacija Knobleharja, je vnovič zaznamovala pestra paleta najrazličnejših prireditev in dogodkov. Za enega izmed vrhuncev je še 3. leto zapored poskrbelo glasbeno gledališče Figaro pod taktirko Slavka Pergarja. Slovita Rossinijeva komična opera z ljubezensko tematiko Seviljski brivec, izvedena v slovenskem jeziku, je na trg pred občinsko stavbo tudi tokrat privabila številne ljubitelje opernih predstav. Vsako leto več, ko bi rekel, zagona, zanosa, vsega ne. In tudi današnja predstava je pokazala, da se splača tudi priti z opero v manjši prostor, bolj na podeželje. Namreč tudi tukaj je publika tista, ker ima rada. Ob številni igralski zasedbi je svojo vlogo vrhunsko izpolnil tudi ljubiteljski komorni orkester pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. V komični operi v 2 dejanjih je z manjšo vlogo notarja zaigral celo tamkajšnji župan Jože Kapler. No, občutki so bili v redu. Jaz sem vesel, da je že 3. uspela ta opera tu v Škocjanu. Vsako leto več ljudi, kar je potrditev, da je to prava predstava in upam, da bo tudi v prihodnje. Kar se pa mene tiče, jaz sem dal svoj prispevek, koliko sem ga mogel, ni bila tako zahtevna vloga, ampak en kanček k mozaiku pa je mogoče le bil. Dobri 2 uri dolg operni spektakel na prostem je množično občinstvo nagradilo z gromkim aplavzom in sodeč po odzivu si tovrstnih glasbeno-gledaliških užitkov želi tudi prihodnje leto. V sklopu občinskega praznika letos z izjemo pomembne pridobitve v Segonjah sicer ni bilo rezanja trakov.
Tankašni krajani so vrsto let čakali na javni vodovod in zdaj ga končno imajo. Zaradi morebitne izvedbe projekta hidravlične izboljšave vodovoda v Srednje Dolenjske, v sklopu katerega bi zgradili tudi vodovod v tej vasici, je občina prestavljala začetek naložbe v Segonjah. Zato so krajani vzeli pobudo v svoje roke in se zadeve lotili sami. Do zdaj smo imeli 4 kapnjeco voda kar so gasilci pripeljali, ali pa od dežja, da je bilo pa preko filtra, da smo imeli vodo, suša, gasilci so vozili, tako da veselje je res enkratno. V naselju je 31 gospodinjstev, 9 je stalnih prebivalcev, ostalo so lastniki počitniških hiš in zidanic. Zdrave pitne vode se je zelo razveselila tudi mlada družina Kraljič, ki se je v Segonje preselila z Jesenic. Ja, mi smo prišli sem pred 7 leti, vode takrat v vasi ni bilo, mi smo pa v bistvu štirno naredili in smo v bistvu vsa ta leta imeli to štirno, kaj zmanjkali so gasilci pripeljali in to je bilo kar velikrat, sploh polet in pozimi je bil sneg, se voda ni topila, poleti je bila pa suša, pa tudi ni bilo nobenih padavin, če so bile padavine, smo pa v bistvu deževance uporabljali, no. Krajani so prispevali tako denar kot številne prostovoljne ure dela, tudi o pomoči svojih strojev in priključkov, kar je bilo vredno 65 000 evrov, občina pa je dodala 110 000. Tu gre za vodni vir iz Zloganja, tako da pač umeščena je črpalka in seveda zdaj to funkcionira. Dela so začeli lani jeseni in jih nadaljevali letos. In seveda na koncu še ostane asfaltacija, namreč gre po lokalni cesti ta vodovod in zdaj imamo že izbranega izvajalca in upam, da bo že v naslednjem mesecu zadeva preasfaltirana, gre pa še za vrednost tam cirka 70 000 evrov. Gre za dober kilometer ceste skozi vas. Z dobro obiskano slavnostno sejo in podelitvijo občinskih priznanj pa se je pestro dogajanje v okviru Knobleharjevega prevesilo k koncu. Eminentni družbi 5 dosedanjih častnih občanov se je pridružil Janez Kralj, nekdanji 2-kratni kralj cvička in pobudnik ustanovitve tankašnjega vinogradniškega društva, ki je prestižen naziv prejel še za mnoga druga dela za skupno dobro. Sem zadovoljen s tem priznanjem, ampak rečem tako, rad vidim, da se to ve, tudi smo nekaj pred 50 in 60 letom tudi nekaj delali, da smo nekam prišli naprej, ker takrat smo morali, drugače se ne dalo več naprej. In zato smo šli pa vsako tako pobudo, v vinogradništvo, v napredek ene in druge stvari, s tem smo se kratkočasili. Nagrada občine Škocjan je ob letošnjem praznovanju 20-letnice delovanja romala v roke zavzetih predstavnikov turističnega društva Zagrad, ki si vse od ustanovitve prizadevajo v zagrebškem logu urediti park naravne in kulturne dediščine. 20 let je sicer res dolga doba in ne. To, ko je veliko dela, to pade cajt, mimogrede. Se pravi, kar naenkrat je prišlo. Rezultati so vedni, mi nič ne govorimo, kaj delamo, vsakdo, ki pride, lahko vidi. 4 objekti že stojijo, 5 je na poti, se pravi, pripravljen, da se postavi. Društvo je bilo organizirano z namenom izgradnje tega parka, stvari se uresničujejo. Na slavnostni seji so podelili tudi 6 občinskih priznanj. Poleg zakoncev Melite in Petra Blatnika iz Grmovelj, vrsto let zaslužnih za učinkovito delo v tankašnjih gasilskih vrstah, so se priznanja razveselili še Karmen Janežič, nepogrešljiva sodelavka v škocjanski župnijski Karitas ter v podjetju Auto Krakov. To priznanje mi pomeni zelo veliko, potrditev tega, kar delava z možem. Kot ste slišali, v gasilstvo. Rada bi, da so, tako kot je bilo povedano, vsi otroci v našem društvu so upisani v gasilce. Ni enega otroka v društvu, da ne bi bil gasilc. In to bi rada tudi nadaljevala naprej. Da imamo čim več enot, da se udeležimo čim več tekmovanj in čim boljši uspehi seveda. To priznanje je dokaz enega trdega dela, ene poštenosti, odrekanja, predvsem pa veselja do dela in vztrajnosti, predvsem vztrajnosti, da se pač z dobrim delom in z vztrajnostjo da vse pač ovire preseči. To priznanje mi pomeni še večjo spodbudo za nadaljne delo, še večje sodelovanje z lokalno skupnostjo in z vsemi članicami v Karitas. Upam, da bomo še naprej tako uspešni,
ker dobrodelnost je v današnjem času precej redka vrednota. Občinsko priznanje sta poleg aktivne članice številnih občinskih društev Tončke Pavšič prejela tudi dolgoletni predsednik prostovoljnih gasilcev v Zagradu in Škocjanskega vinogradniškega društva Franci Matko ter predsednik društva upokojencev Anton Mojstrovič, ustanovitelj in pevec v skupini Stari prijatelji, ki je bil tudi sam več kot 2 desetletji zapisan predsedniški funkciji v gasilskih vrstah iz Dobrave. Zelo veliko mi pomeni to, da nekdo opazi, da se trudiš za tisti kraj, kjer si doma in kjer si srečen. To bi želelo tudi vsem. Pač človek, rekel, je tudi vesel, da nekdo zazna tvoje delo. Res je, da kar nekako vpet si v več stvari, kot tudi v domačem kraju, ki mi še najbolj nekako vredno moraš držati doma, rekel, z občani in krajani in potrebami, ki nas soočajo. Tako da skupnimi močmi, z dobro ekipo se da tudi nekaj narediti. To je dejstvo. Jasno pa je, da moraš biti strajen in da ne smeš obupati, reči puško v koruzo in s projekti, katere si jih zadaš, iti do konca. Meni je to priznanje kar malo presenetilo, ko sem zvedel. Jaz zmeraj rečem, da to priznanje do vseh, ne samo moje, od vseh tistih, ki so mi takrat stali ob strani in so me podpirali pri mojem delu dosedanjemu in še naprej, kar zdaj počnemo. Prav ta izjemna sloga v škocjanskih društvih in posluh vodilnih pa sta nemara najboljše zagotovilo, da bo, tako kot vselej doslej, tudi prihodnje Knobleharjevo zaznamovano s pestrim naborom športnih, zabavnih in kulturnih dogodkov. V Žužemberku vsako leto obeležijo občinski praznik s sklopom prireditev imenovanim Trški dnevi. Osrednji dogodek je srednjeveški dan, ko ne manjka grajskih gospodičen in gospode, vitezov in lokostrelcev, renesančne glasbe in plesov. Dan pa zaključijo s slavnostno sejo na tamkajšnjem gradu. Tudi letos so se zahvalili posameznikom in organizacijam za njihov prispevek k razvoju in ugledu občine. Častni občan je postal raziskovalec in publicist Leopold Sever, ki sicer živi na obrobju Suhe krajine, a je z njo tesno povezan skozi proučevanje zgodovine. Ko sem pa pred dobrimi 50 leti prišel službovati na Prevole, kjer sem bil učitelj biologije in kemije, sem spoznal, da to so nekaj posebni kraji, kjer živijo ljudje v tesnem sožitju z naravo, v tesnem in spoštljivem odnosu do narave, kar v današnjem času izredno manjka. To ga je spodbudilo k raziskovanju odnosa ljudi do narave, zlasti v duhovnem smislu. Tudi moje raziskovanja so pripeljala v tej smeri tako daleč, da sem začel poglabljati se v našo prazgodovino, ki kaže, da so v času gradiščarjev, v tej starejši železni dobi, bili naši kraji poseljeni in da so obstajale tako praobčine, kateri središče je bilo gradišče, zraven so lepa svetišče, imenovana Tičnice. Sever, ki je svoje ugotovitve zapisal v več knjig, si zaradi svojega dela zasluži priznanje, potrjuje župan Franc Škofca. Že kot začetni učitelj, potem tudi kot raziskovalec seveda svojih tičnic in nenazadnje je tudi pobudnik pri rimski cesti oziroma potovanju po rimski cesti in te vezi so že 20 let. Če se spomnijo človeka, ki je pravzaprav tiho in manj kričeče raziskoval območje Suhe krajine in tudi druga področja, ki je tudi služboval v tem kraju, je to vsekakor velika čast in tudi vzpodbuda za nadaljne sodelovanje. Seveda stvar še ni povsem dorečena, še raziskujemo tudi s pomočjo dejavnikov turističnega društva Žužemberk in drugih dejavnikov in stvar še ni bila rečene še zadnje besede. Svoj prispevek občini na različnih področjih pa so dali tudi prejemniki zlatega, srebrnega in bronastega grba. Zlato je prejel upokojeni čevljarski mojster Jože Gliha, ki je decembra 2011 dobil zlati ključ območne obrtne zbornice za 45 let dela v obrti. Jaz sem za celo Emono Ljubljano delal
telovadne copate, jaz sem jih po 900 parov pelov. Obrt je zdaj prevzel sin pred 4 letom. Drugače smo pa skozi delali do zdaj. Tudi, že ki je bil upokojen, je v pokoju še zmeraj delal popoldansko obrtimo. Srebrni grb so žužemberški svetniki letos podelili uspešnemu podjetju Keko oprema. Mislim, da je glavni uspeh, da smo uspeli v okolju, kjer živimo, v 20 letih zgraditi firmo, ki v svetovnem merilu pomeni nekaj. Dejansko smo globalna firma, ki drži stroje po celem svetu. Ukvarjajo se tako z razvojem kot izdelavo strojev za elektronsko industrijo. V podjetju je zaposlenih 53 ljudi. V bistvu smo v zadnjih nekaj letih konstantno rasli, za 20% približno na leto. Tudi, kar se tiče zaposlenosti, sicer malo manj, ampak tudi 10% skoraj novih zaposlenih. Glavno so ljudje iz okolice tukaj, zelo dobri fantje. Glavne fantje, ker smo fantje, velikantovska družba. In nekih je pa tudi širše okolice. Bronasti grb je prejel obrtnik Slavko Setničar. Podelili so tudi pisna priznanja in zahvale. Slavnostni govornik, predsednik državnega sveta Mitja Bervar, je v nagovoru izpostavil številne razvojne priložnosti Suhe krajine, ki je iz leta v leto bolj prepoznavna na turističnem zemljevidu, je pa tudi naložbeno naravnana. V sklopu tokratnega praznika so tako v Trških njivah predali namenu novo kanalizacijo, ki je preko 400 000 evrov bila vredna in je prav gotovo to dobra naložba, ki smo jo izkoristili z denarjem, ki se zbira na račun obremenjevanja okolja in odpadnih voda in nazadnje seveda prispevek tudi občine iz proračuna in pa tudi samih občanov z svojim komunalnim prispevkom, ki ga dajejo za priključitev. Gre za več kot 60 priključkov. Ker je bilo pred kratkim še uporabno dovoljenje, se zdaj delajo ogledi se strani upravljavca te komunale in nazadnje bo tudi sklepanje pogodb za komunalni prispevek in seveda po vseh zadevah, ki morajo biti po zakonu, seveda tudi priključevanje. Sicer pa ostaja občina Žužemberk prepoznavna po prikazu srednjeveške tradicije, je ob tej priložnosti izpostavil župan. Da so Žužemberčani izredno ponosni na svoje korenine in znajo ceniti vrednote minulega časa v sozvočju s sedanjostjo, je bilo možno videti že na uvodni slovesnosti Trških dni. Če bi rekel, glavno sporočilo je, da lahko tudi v obrobnih krajih oziroma krajih, zgodovinskih mestih, ki so bile mogoče pozabljene, lahko na novo obudimo dogajanje, lahko dvignemo kulturno zavest in tudi samo podobo samih Tržanov ali pa meščanov v drugih mestih. In mislim, da je to eno pomembnih sporočil. Da je pomembno zavedanje lastnih korenin, je prepričana tudi ministrica za kulturo Julijana Bizjak-Mlakar, ki je Suhokrajance pohvalila, da dobro širijo prepoznavnost svojih krajev. Da v Ljubljani prevečkrat pogrešam to narodno zavest, torej zavedanje lastnih korenin in potrebe po tem, da so ljudje, torej da čuvajo svojo narodno identiteto in tudi materni jezik. Ob tem je pohvalila tudi naša prizadevanja, da skozi televizijski medij razširjamo lokalne zgodbe po Sloveniji. Takšni mediji, kot je vaš kanal, so izjemno pomembni. Prav zaradi tega, ker segajo v tiste pore, kamor televizija Slovenije še ne sega. Sicer pa so v sklopu Trških dni namenu predali spominski park znanih Suhokrancev. 37 mož in žena, ki so ponesli ime Suhe krajine v svet in pripomogli k razvoju tega območja, je zapisanih na osnovni spominski plošči. Med njimi je tudi Slavko Gliha. Mnogo je še pridnih ljudi, zaslužnih, ki se izmuznejo spominu. Ampak nekaj je pa morda, nekaj je pa le doseženo tudi s tem, ker če svoje ljudi znamo ceniti, znamo tudi sebe ceniti, to pa pomeni eno samozavest, ki v njem Slovencem pa manjka. Spominski park bodo po besedah pobudnice, upokojene ravnateljice Jelke Mrvar, širili še letos. Njegovo osnovno sporočilo pa je,
da pokažem, da je Suha krajina lepa, da je dragocena, da je polna kulturne dediščine, da je narava neokrnjena in da ima tudi veliko ljudi, ki so zaznamovali slovenski, evropski, celo svetovni prostor. Kajti gre za to, da se zavedaš, od kod izviraš in da si na to ponosen, dodaja Mrvarjeva. Zato so ob tej priložnosti še posebej izpostavili 20-letnico blagoslova farne cerkve svetega Mohorja in Fortunata. Sveto mašo je daroval novomeški škof Andrej Glavan, predstavili pa so tudi drugo knjigo Spomini Karla Gnidovca.